Dobrodošli v podkastu Gospodarske zbornice Slovenije, tokrat v epizodi Ozadja, kjer z vodilnimi sogovorniki odpiramo aktualne teme, ki krojijo slovensko gospodarstvo, brez olepševanja, z dejstvi in pogledom vnaprej. Moja gostja danes je generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije, gospa Vesna Nahtigal. Gospa Vesna, glede na to, da vsak dan delava skupaj, predlagam, da se tikava, če se seveda strinjaš. Absolutno se strinjam in hvala za povabilo ponovno. Super. Če začnemo, Vesna, pri širši sliki, ne? Lansko leto, kot sem dejal, pravzaprav je na nek način razočaralo. Proti koncu leta smo videli, kako so se tudi gospodarske napovedi iz tujine za Slovenijo pravzaprav kar drastično zmanjševale. Ja. Zdaj čakamo, kakšna bo dejansko končna slika, pa vendarle, kako ga ocenjuješ ti in kako ga ocenjujemo na Gospodarski zbornici Slovenije? Ja, tudi meni je žal, da bom ponovno zvenela pesimistično, čeprav sem po duši optimistka, ampak na žalost res že 2 zaporedni leti ne dosegamo take rasti, kot smo jo napovedovali. Izmed 2 in 2,5% bomo dosegli nekje okrog 1%. S tem vsekakor ne moremo biti zadovoljni. Gospodarska rast je razočarala, definitivno, in tudi presegla nas bo tudi Evropska unija, ki bo znotraj 27 članic dosegla 1,3%, a ne, torej tudi tukaj se kaže ta naš upad konkurenčnosti prav na izvoznem delu. Prav tako bi želela povedati, da izgubljamo s tem denar za ljudi, za državo, in tudi če pogledamo povprečje 10 let, ne, kjer smo imeli 3-kratno rast, številke govorijo same za sebe. No, lansko leto je leto zaznamovalo tudi ne za zapiranjem nekih geopolitičnih kriz, če tako rečemo, ampak pravzaprav vidimo, da se zadeve samo še poslabšujejo, odpirajo se nove geopolitična, zelo pomembna vprašanja. V svetu se stvari strateško zelo spreminjajo, kar vpliva seveda tudi na vprašanje varnosti in posledično to močno tudi maje sedaj različna gospodarstva. Kako pomembno je po tvoji oceni v takšnih razmerah stabilno domače poslovno okolje? Res je, da so geostrateške varnostne razmere iz dneva v dan spremenjene, spreminjajo se prehitro. In dejansko se moramo na to pripraviti. Moramo biti sposobni se odzivati na najrazličnejše scenarije, saj res ne vemo, kaj se nam bo še dogajalo. Vidimo, da praktično ni izboljšav, vsakič vedno samo nove in nova žarišča. In prav zaradi te situacije, in ker smo mi majhna in fleksibilno gospodarstvo, je toliko bolj pomembno, da je naše poslovno okolje stabilno in varno. Ne nazadnje je to varnost za vsakega zaposlenega, za državo, za socialo. No, malce kasneje se bova dotaknila, kje smo in tudi problemov slovenskega gospodarstva, pa vendarle, da začneva pozitivno, ne? Če pogledava delo Gospodarske zbornice Slovenije v preteklem letu, zelo intenzivno je bilo na mnogih področjih, ampak kar nekaj dosežkov, lahko rečemo, se je zgodilo kljub vsemu, morda bi nekdo rekel manjših, pa vendarle. So bili nekateri manjši premiki v dobro slovenskega gospodarstva, prav zaradi vztrajanja tudi Gospodarske zbornice Slovenije. Če se dotakne prvega področja energetika, ne? Prva polovica leta je bila zelo intenzivna prav na tem področju. Kje smo na tem področju dosegali največje premike lani? No, jaz tukaj bom rekla, da sem najbolj ponosna na to, da smo na Gospodarski zbornici pri področjih, ki so za nas najbolj ključne, res konsistentni. In moram se vrniti tudi še v leto 2024, ko smo ravno na gospodarskem vrhu slovenskega gospodarstva, ne, 19. zaredom, izpostavili energetsko varnost in obravnavali po propadlem referendumu ravno to, da je potrebno priti iz, bom rekla, zelo nejasne situacije, kaj pa je res za našo državo najbolj ključno, kateri viri električne, energije so za nas ključni, in zato sem vesela, da se je takrat po vrhu sestavila ekipa, interdisciplinarna ekipa okoljskih, energetskih in ekonomistov, ne, strokovnjakov, pa tudi okoljevarstvenikov, ki so
razdelali z enakimi vatli, z enakimi merili, ključne možne scenarije in seveda prišli do zelo enotnega stališča, da je za Slovenijo daleč najbolj primerno tako za gospodarstvo kot za celotno družbo kombinacija OVE, torej sončnih naravnih virov, kot tudi seveda jedrske energije. Potrebujemo kombinacijo teh vrst energij in zato imamo tudi v analizi scenarijev in predlogu optimalnega koncepta prenove energetskega sistema, kjer se je stroka dejansko poenotila, zelo, zelo jasno opredeljeno, številčno opredeljeno, najbolj optimalno, ne? Tako, najbolj optimalna. Scenarij, ne? Tako. Kar je ključno, ta predvidljivost in v kaj je treba vlagati, je za nas ključna. Vemo tudi, da nas je zelo zaposlovala omrežninska, bom rekla, akt o omrežnini. Tukaj so bili nekateri premiki, predvsem za manjše odjemalce. Ni vse tako, kot smo si želeli, pa vendarle. Potem bi tudi izpostavila, da je bil zelo intenziven, bom rekla, od poletja praktično do včeraj. In smo v delovni skupini tako pod okriljem MOPE-ja, kot tudi predstavnikov kabineta vlade in močno podporo energetske zbornice in seveda mojega stafa, smo dosegli zelo vseeno za te razmere dober predlog zakona za pomoč za konkurenčnost. Seveda se bazira na evropski okvir, ki ga nam je komisija dala, in vesela sem, da je bil včeraj na vladi ta zakon, ki je dobra podlaga za nadaljevanje pomoči za konkurenčnost električne energije, cene električne energije našemu najbolj obremenjenemu delu slovenskega gospodarstva, to je industrija materialov. Tako, govorijo torej o zakonu, ki uvaja shemo pomoči elektrointenzivni industriji, torej podjetjem, ki je predvsem zelo intenzivna v industriji materialov, ki je neka hrbtenica slovenskega gospodarstva, na katerih slonijo tudi druge panoge. Morda je tukaj pomembno povedati, da je Evropa tudi prepoznala, da je naredila ta okvir, da so k temu okviru bomo mogoče res med prvimi državami, ki bomo to priglasili, ampak moramo pa tudi vedeti, da so druge države po energetski krizi tudi same izdatno pomagale tej industriji, mi pač bom rekla, tega nismo dosegli drugače, predtem je pa zato toliko bolj pomembno, da sedaj pa smo prišli do zakona, ki ga je vlada potrdila, mora iti skozi parlamentarno proceduro, tam upam, da bomo lahko še kakšne stvari izboljšali, ker niso še optimalne, ampak je to ena od dobrih spodbud. In tudi dosežek Gospodarske zbornice Slovenije. Absolutno. Morda samo še se zadrživa za trenutek pri tem, torej koliko podjetij recimo bo upravičenih in kakšna bo ta konkretna pomoč, v kakšni obliki, kdo bo upravičen? Tukaj vsekakor že sama uredba, torej okvir evropski CISAF imenovan, naslavlja, da gre tukaj lahko samo za elektrointenzivno industrijo. To pomeni, da mora biti delež stroška električne energije več kot 5%, lahko je tudi 80%. Mi smo se odločili, da mora biti ta strošek 5%, prav zato, da bi čim več podjetij lahko zajeli. Potem mora biti največ 15 gigavatov porabe, tudi tukaj so bile dileme, ali 20 ali 15, tudi tukaj smo za delovno skupino predlagali, da je to 15, da zajamemo najbolj prizadeta podjetja. Potem mora biti ta podjetja izvozno naravnana, podpora elektrointenzivnim izvozno naravnanim podjetjem in imeti seveda vse standarde, ki zagotavljajo tudi, da ta podjetja že delajo v skladu z okoljskimi standardi ISA, kajti polovica te pomoči se mora reflektirati, ki jo dobijo za nakup električne energije, se mora reflektirati v razogljičenju te industrije. To pomeni ali izgradnje novih sončnih elektrarn ali pa pač oblike, ki pomagajo k hranilnikom in tako naprej. No, pomemben del lanskoletnega delovanja Gospodarske zbornice je bil seveda tudi odziv na slabšanje razmer v posameznih panogah in seveda na trgu dela. Ne samo, da smo zelo intenzivno opozarjali in z analizami dokazovali državi in vladi, da se stanje drastično poslabšuje. Dosegli smo torej tudi, da je bil sprejet
krizni ukrep povračila plače za skrajšani delovni čas, ne? Ampak tudi več drugih ukrepov, ki so zagotovili zmanjšanje bremen za podjetja v Sloveniji. Morda se samo na hitro sprehodiva skozi to. Ja, morda, mislim, absolutno je bila to veliko olajšanje, da je vlada sprejela zakon o shemi skrajšanega delovnega časa. Žal, bom rekla, da tega nismo naredili že tudi prej, ker mi smo vseeno izgubili v proizvodni, predelovalni dejavnosti več kot 5000 delovnih mest, ne. Ker enostavno je breme plač visoka, ne. Ampak vse vendarle, ta shema se je aktivirala v jeseni in naslavlja res te panoge, ki so tudi pri rasti, bom rekla, umanjkale, zato imamo tudi tako, bom rekla, padec gospodarske rasti. In vedeti moramo, da imamo take ukrepe, torej sheme skrajšanega delovnega časa, že naše okoliške države, ne. Avstrija, Nemčija ta mehanizem poznajo. In to je izredno pomembno, ne samo, da pomagajo podjetjem, ki pač izgubljajo pri knjigi naročil, ampak da ti zaposleni ne grejo na Zavod za zaposlovanje, temveč ostanejo v podjetju, kajti težko je dobiti že, rečemo, izučene kadre nazaj, ne. Tako da to je izredno pomemben inštrument. Upam, da se bo v nadaljevanju tudi še kaj izboljšal, ker trenuten inštrument povrne 20%, ne, te subvencije, ampak upamo, da bo tudi tukaj se še kaj nadgradilo. Potem pa naj se samo na kratko dotaknem tudi drugih. Pokojninska reforma je sigurno eden takih velikih dosežkov, kjer smo skupaj v socialnem dialogu izborili si dostojne pokojnine, pri tem, da ni dodatnih obremenitev za podjetja. Lansko letna minimalna plača se je dejansko uskladila samo z inflacijo, kar upamo, da se bo tudi letos, a ne, ker to je edino pravo. Potem so bili izoblikovani in tudi boljši pogoji za prihod tuje delovne sile. Izposlovana je bila tudi boljši pogoje za ljudi, ki želijo še ostati v delovnem razmerju, a ne, lahko delajo za starejše, ne, tako. Tudi zaostritev nad zlorabami bolniških je korak v pravo smer, to se je zgodilo tik pred prazniki, a ne, torej to so vse sigurno veliki dosežki, za katere je bilo porabljeno enormno veliko usklajevanja, ne. Če samo povem, kolega Gorenšček je shemo skrajšanega delovnega časa pregovarjal s 3 resornimi ministrstvi več kot 2 leti. To je neumorno in treba je vztrajati pri takih zadevah. Potem pa še tik pred zdajci pa je bil tudi sprejet zakon o dobičku delavcev, ne, pri dobičku, zakon o udeležbi delavcev pri dobičku, kar je tudi skupen uspeh. Skupen uspeh, gospodarska zbornica ga je že pred 5 leti lansirala. Poglejte, koliko moraš biti vztrajen, da na koncu koncev beležiš rezultate. No, veliko gospodarska zbornica svoje energije in fokusa usmerja tudi na področje znanja, digitalizacije, razvoja. Kaj bi morda posebej izpostavili v preteklem letu? No, jaz bom rekla, da vsi mi se moramo zavedati, da na raziskavah, razvoju, inovacijah in digitalizaciji lahko, bom rekla, to slovensko gospodarstvo peljemo naprej in zapeljemo višje. Torej, izredno je pomembno, da se je dejansko delež denarja za zakonom o znanstveno in raziskovalni dejavnosti, bom rekla, dvignil, da se je definiral tako za temeljne raziskave, kot tudi, da se je določil denar za inovacije. To je vsekakor ena od stvari, ki se počasi tudi reflektira, torej večja količina denarja, ki se bo slej ko prej prelila skozi razpise. Potem bi rekla, da smo dolgo prosili, da se v kurikulume osnovnošolskih programov uvede uvedba predmeta informatike. To nam je uspelo zaenkrat v 7. razredu, trudili se bomo naprej, da bo po celotni vertikali se vključili. Pomoč gospodarstvu, da se znanja, ki ga podjetja potrebujejo, so se pač nekako uspela realizirati skozi mikrodokazila, to je inštrument, ki je korak v pravo smer. Prav tako bi pa rekla, da je velik dosežek, kjer je tudi veliko naredila prav gospodarska zbornica, da so se digitalizirala gradbena dovoljenja, ki so dejansko danes dosegljiva praktično po celi Sloveniji, ne.
mislim, da je prav, poplave so nam dale še dodaten zalet, da smo vztrajali, da je potrebno, res potrebno, da se te stvari digitalizirajo in da so dejansko dostopne s klikom. Prav tako pa sem bila neizmerno vesela, da smo bili uspešni pri razpisu, kjer je Gospodarska zbornica vodilni partner in to je kompetenčen center za umetno inteligenco. Pa manjših dosežkov še veliko, ampak to so glavni. Samo nekaj od njih. Eno od področij, ki precej bremeni seveda gospodarstvo, je seveda okolje oziroma okoljska zakonodaja. Ne? Vemo, da gospodarstvo ni proti okolju in ga poskuša ohranjati, kjer je le mogoče, vendar razumno. Tudi tukaj pravzaprav Gospodarska zbornica precej dela, ne? Tako tukaj doma, kot seveda na evropskem parketu. Morda se dotakneva še tega, kaj se je recimo izboljšalo v zadnjem letu na tem področju za podjetja? No, zdaj moram reči, da to seveda država ali pa ta vlada je poskušala seveda tudi za zakonom o varstvu okolja 3, ampak bom zdaj iskreno povedala, da hvala Bogu, da ga niso poslali naprej v potrditev na vlado in kasneje tudi v druge procedure, kajti prehitel nas je omnibus okoljski, kjer bom rekla, je evropska uredba, tako evropski predlog, izboljšav, ki so pa tudi največja rana slovenskega gospodarstva. In to so izdaje dovoljenj. In ravno v predlogu tega okoljskega omnibusa vidimo, da so naše predloge, ki smo jih mi res skrbno zanalizirali in predlagali tudi od enih izmed naših dogodkov, ki smo ga imeli v septembru, smo praktično identične predloge, ki so danes zapisane v tem okviru omnibusa, okoljskega omnibusa, predlagane. To pomeni, da smo imeli še kako prav, ne, da prikažemo vrzeli, ki jih imamo tako na gospodarski strani, v strani gospodarstva, kot tudi na uradniškem delu, a ne, in da je to zdaj nekako izboljšana zakonodajna podlaga. In upam, da bo implementirana, da bojo tudi vse druge države prepoznale izboljšano zakonodajo in da bo to temelj novega zakona o varstvu okolja 3, ki ga pač, če bo omnibus sprejet, bojo morali pač katerakoli vlada tudi sprejeti. Prav tako smo skozi različne omnibuse uspeli, da se je zamaknilo poročanje, a ne, torej stop the clock pri trajnostnem poročanju. To je velika obremenitev za srednja podjetja, ki so dodatno morala iti, velika podjetja so temu zapadla, ne. Veseli me, da je tudi Gospodarska zbornica vodilni partner Centra za krožno gospodarstvo, kjer lahko marsikatero dobro prakso, ki jo podjetja imajo, bom rekla, delimo, da kroži, a ne. Prav tako pa je na tem področju tudi velik doseg ali pa uspeh, da bomo skupaj z TECES-em, ki nam ima na tem delu že še več izkušenj, ne, ko vemo, da se je kar precej politike obrnilo v to našo varnost, a ne, in skozi varnost prihaja tudi možnost dvojne rabe, da bomo tudi skupaj s TECES-em pomagali našim podjetjem, da vso to znanje in tudi možnost financiranja izkoristijo za nove produkte, ki bodo vsekakor dobrodošli. To so take 3 stvari, ki jih izpostavlja. Gospodarska zbornica tudi močno izpostavlja, da se generalno konkurenčnost slovenskega gospodarstva kljub tem manjšim dosežkom v izboljšanju poslovnega okolja pa vendarle slabša v preteklem letu, ne? Kje kotira Slovenija in slovensko poslovno okolje na mednarodnih lestvicah? Ja, tle žal ne, se nismo nič popravili. Švicarski inštitut IMD je za Slovenijo ponovno povedal, da smo sicer zadržali to 46. mesto, ne, ampak leta 2023-2024 je padla kar za 8 mest, to se pravi, mi se nič ne izboljšujemo, a ne. Praktično res je, da nismo še bolj zdrsnili, ampak da ostanemo na istem, s tem tudi ne moremo biti zadovoljni. To je najnižja uvrstitev, mislim, da. Do sedaj najnižja, tako. Potem bi rekla, da je v stanju digitalnega desetletja za Slovenijo za leto 2025 tudi, kar ugotavlja Evropska komisija, dobro to, da imamo zelo dobro razvito digitalno infrastrukturo,
vendar pa absolutno močno zaostajamo na digitalnih kompetencah, a ne. In tudi zato je ta trud, ki smo ga vlagali v to, da bi v naše kurikulume po celi izobraževalni vertikali prišle te digitalne kompetence, še kako nujno. Ravno to nam govori, da smo tukaj nekaj zelo zamudili, a ne. Toliko bolj je zato pomembno, da imamo, ponovno rečem, kompetenčen center za umetno inteligenco. To je nekaj, kar nam bo, bom rekla, izredno pomagalo prav v podjetjih, da bomo tailor-made lahko pomagali podjetjem pri teh kompetencah in veščinah. Potem, če se dotaknem še svetovnega inovacijskega indeksa za leto 2024, ne, smo na 34. mestu med 133 državami, ampak moramo vedeti, da smo bili leta 2012 na 26. Torej, veliko boljši smo že bili, torej res nas je prohitelo mnoštvo držav, a ne, in da v teh letih, zadnjih letih nismo nič uspeli popraviti. To je zaskrbljujoče, a ne. In da se uvrščamo, smo ostali med zmernimi inovatorkami, držimo to 17. mesto. Jaz si res želim, ne, da tudi to, kar sem prej omenila, da ta povečanje denarja za znanstveno-raziskovalno dejavnost, da se bo čim prej reflektiralo, in zato seveda potrebujemo kontinuiteto razpisov, da se bo to čim prej reflektiralo v razpise in seveda potem tudi posledično na lestvicah lahko prilezemo spet višje. To je nujno. To je za nas edina rešitev. Kje so, če se zdaj pa dotaknemo pravzaprav razlogov za takšno stanje, ne? Kje so po tvojem mnenju največji problemi, rak rana slovenskega gospodarstva? Zdi se, da če včasih poslušamo vladne predstavnike, vsaj del politike, se zdi, kot da pravzaprav je vse v najlepšem redu in pravzaprav, da imamo napredek na tem področju, a po drugi strani realna slika v gospodarstvu, in zdajle sva naštela kar nekaj konkretnih dejstev in rezultatov, govori pa nekoliko drugače. Ja. Kje so razlogi za to? No, zdaj bom tako rekla, ne, zdaj sem naštela vse tuje institucije, a ne, še OECD lahko premaknemo tukaj, ki tudi opozarja, ampak zdaj sem vesela, ne, 2 leti nazaj, ko smo mi začeli govoriti o tem upadanju in da se bo reflektiralo v znižano gospodarsko rast in posledično izgubo delovnih mest, a ne. Moram reči, da lansko leto, konec leta in letošnje leto tudi naše institucije opozarjajo, da je, ne, znaten upadec. Torej, ne, zdaj si ne zatiskamo več oči, ne, in tukaj bi rekla, en ključnih problemov, če se zdaj držim še vseeno raziskav razvoja, je kontinuiteta, ne. Ne more biti, ne vem, enkrat 2015, po 2019, pa 2024 taki ključni razpisi, kjer na primer se vmes pa nič, ne? Vmes pa nič. Torej, kontinuiteta je ključna. Vsekakor bi rekla, da je treba z ukrepi, ki so bili dobri, kot so strateška razvojna partnerstva, nadaljevati. Vemo, da smo na zaključku pametne specializacije, ki je nekako v 9 letih povezala gospodarsko sfero z institucijami znanja, da so podjetja prepoznala, da je v sodelovanju moč preboja, a ne. In zdaj je treba s tem, ko se pač smo na ponovnem redefiniranju prednostnih področij, kar je korektno, ne, in je osnova dobra tudi v Made in Slovenija, katera so ta področja, je potrebno z tistimi stvarmi, ki so dobre, nadaljevati in tukaj držati to kontinuiteto. Drugače pa bi rekla, da tiste druge stvari, a ne, vsekakor, če se baziramo na raziskave, razvoj in tudi digitalizacijo, kontinuiteta in pospešeno delovanje na teh področjih, kjer so možnosti preboja. Drugače pa bi rekla, vemo, kako smo obremenjeni, a ne, da Slovenija, to moram povedati, a ne, po raziskavih in podatkih OECD smo drugi največji po rasti davčnega primeža plač, a ne, in da je to eden res velikih problemov in to v zadnjih 3 letih smo doživeli velike obremenitve. Naj samo nazadnje omenim dodatno obremenitev za dolgotrajno oskrbo, pa še enkrat poudarim, nismo proti dolgotrajni oskrbi, problem je način, a ne, da plačujemo nekaj, kar še ne dobivamo, a ne, ni transparentno, ni pregledno in s tem je pa seveda že tudi se pozna nam pri plači, a ne.
razlika pri minimalni plači, a ne, je odvzeto kar znaten denar tudi nekomu, ki prejema minimalno plačo. Potem ad hoc stvari, kot so se dogodile z zimskim regresom, najprej božičnico, ki se je potem preoblikoval v zimski regres. Zelo nas skrbi, če se bo ta populistična napoved o minimalni plači dejansko pokazala tako, kot jo je minister napovedal. To pomeni, da res nimajo realne slike, ne. Bremeni nas tudi pomanjkanje delovne sile, prepočasno pridobivanje vseh dovoljenj, a ne, to, ko sem prej omenila, da me veseli, da je v omnibusu so dobesedno prepoznali te vrzeli, ki mi jih imamo in zaradi česar so dolgotrajni postopki, da se bo to, upam, čim prej prelevilo v našo novo zakonodajo, rečemo ZVO-3, a ne. Omenila sem že razpise, kontinuiteto, no in nenazadnje, a ne, za slovensko industrijo je res pomembna tudi cena električne energije. Cena električne energije je bila pred našo krizo, energetsko krizo, konkurenčna prednost. Z energetsko krizo so se dejansko razmerja totalno porušila in zato je toliko bolj pomembno, da smo zdaj prišli do tega prvega osnutka zakona, a ne. Ampak upam, da se bo to tudi v Evropi, a ne, spet nadaljevalo, ker cela Evropa ima težave napram azijski konkurenci, napram ameriški konkurenci in zato je zdaj z temi razlikami, ki smo jih tudi znotraj Evrope ustvarili, ker nismo zaščitili svojega gospodarstva, so se razmerja zelo porušila. No, poleg teh izzivov, da obrnemo na pozitivno vseeno, pa na zbornici opozarjamo tudi na neko novo nevarno, lahko zelo škodljivo delitev, ne, ki se v zadnjih letih precej močno vnaša v slovenski prostor in to je ta delitev, polarizacija med na eni strani gospodarstvo, podjetje, na drugi strani med zaposlene. Kje pravzaprav vidiš problem v Jaz moram reči, da je to tudi ena od stvari, ki me res še najbolj žalosti, ne. Da se gospodarstvo poskuša prikazati, torej podjetja in menedžerje, ne, prikazati kot nekoga, ki ne zna ceniti svojih zaposlenih, ne. Jaz ne vem, od kje so take ideje, ne. To me najbolj, bom rekla, boli, da sploh ne razumem, kako do nekega takega, do take izjave prideš, ne. Ampak nenazadnje bi tukaj želela poudariti, da je ključno, da se zavedamo, da gospodarstveniki, podjetja, ne, zelo dobro vemo, da samo skupaj z našimi zaposlenimi vsi skupaj ustvarjamo kvalitetna delovna mesta, ki pač omogočajo, da dobimo dostojne plače, dostojne pokojnine, da imamo socialno državo, ne. In da taka polarizacija, stigmatizacija nekoga, ki je uspešen v gospodarstvu, a ne, da ga je treba poribijati na prangež, to ni dobro, to dolgoročno za našo družbo ni dobro, ne. Tako kot se vsi veselimo uspehov športnikov, ki so izjemni in so največji ponos cele Slovenije, ne, kjerkoli, doma ali v tujini, tako je pomemben tudi uspešen gospodarstvenik, ki zna ta, bom rekla, ki si upa, ki žrtvuje svoj čas in vse, zato da je uspešen, zato da lahko plača in tako naprej. Bi morali na enak način gledati tudi na uspehe gospodarstvenikov, ne. In tukaj mislim, da se mora vsaka država, vsaka vlada zavedati, da je država močna toliko, kot ima močno in zdravo gospodarstvo. In iz tukaj pogoje za konkurenčnost lahko potegneš. Na Gospodarski zbornici, ne, smo lani na jubilejnem 20. vrhu slovenskega gospodarstva predstavili 10-letni razvojni gospodarski program z naslovom Made in Slovenija 2035, ki smo ga pripravili skupaj s podjetji, ne. Kakšne so sedaj aktivnosti Gospodarske zbornice, da bi politika sedanja in predvsem bodoča, katerakoli že bo, seveda v svoje programe vnesla čim več ukrepov in predlogov in nenazadnje nekih usmeritev za glavna gospodarska področja prihodnje vlade in seveda koalicije?
No, tudi tukaj mislim, da je mesto in prav je, da se ponovno zahvalim in da smo v gospodarstvu pokazali, da znamo stopiti skupaj. Ta program ni nastajal tukaj na Gospodarski zbornici z našimi direktorji, strokovnjaki zbornice, ampak v tesnem sodelovanju z gospodarstveniki, gospodarstvenicami, in pa seveda številnimi strokovnjaki. In to je dejansko lep primer, kako se da narediti konkreten gospodarski program, če stopimo skupaj. Če ne tekmujemo, ampak vsak da najboljše. In mislim, da to, kar je nastalo, je najboljši približek, kar danes imamo. Sicer to bi lahko naredil tudi nekdo, bom rekla, ki je danes vlada, pa ni, in zato smo se tega lotili. In na nas je, da potem, ko smo ga lansirali na vrhu, tem je pač zaživel, smo seveda ves čas od vrha dalje izkoristili za to, da smo ga približali in predstavili vsem političnim strankam, ki jih zaznamo, da se potegujejo za nove mesta v parlamentu in seveda v bodoči koaliciji. Ta del je zdaj za nami, pred nami pa konkretna analiza, kaj od teh predstavljenih vsebin, ki jih imamo zapisani v Made in Slovenija, je res končala v programih strank. Torej, zdaj smo v fazi, ko bomo zelo natančno zanalizirali, strokovno ocenili, kaj posamezne stranke, ki kotirajo najvišje, ponujajo gospodarstvu, ali se strinjajo ali se ne strinjajo, kaj lahko še nadgradijo morda, ali sploh ne razumejo, kaj gospodarstvo potrebuje. In v času pred volitvami bo Gospodarska zbornica, bodi si sama, bodi si z gospodarskim krogom ali z obrtno zbornico, zelo aktivna pri tem, da bomo slišali čim večkrat, kaj konkretno nam te politične stranke obljubljajo. Prvi tak dogodek je že 13. januarja, ki ga organiziramo z gospodarskim krogom. Drugi, potem tak res velik, bo v naši aranžmanu 25. februarja tukaj na Gospodarski zbornici v izvedbi STA-ja, naše nacionalne tiskovne agencije. Potem bo sledilo kar veliko lokalnih dogodkov, tako v Mariboru, Novem mestu, Kopru in Ajdovšni, februar, marec, in finalni dogodek, ki ga bomo gostili prav na dan, ko bomo podeljevali ponovno za največje gospodarske dosežke nagrade, torej pred tem slavnostnim dogodkom, pa bomo pripravili še en dogodek s pomočjo častnih konzulov in tudi našega kluba nagrajencev. Torej, veliko aktivnosti, mi smo se maksimalno potrudili, da so lahko tisti akterji, ki kandidirajo, lahko razumeli. Vsi so se odzvali, to nas veseli. Upam, da to tudi obeta, da bo seveda tudi, da bomo čim bolj zadovoljni, ko bomo brali njihove programe. Kaj pa, če se ozre v letošnje leto, konkretno gospodarstvo lahko še pričakuje od vlade? Vemo, da zdaj smo že januarja, marca, druga polovica so volitve, ko pravzaprav se bodo stranke in seveda tudi vlada počasi osredotočile predvsem na prepričevanje volivcev. Delo bo s tem nekoliko, bi rekel, šlo v ler, tako državnega zbora kot vlade, pa vendarle. Ja. So katere stvari, ki jih lahko še premaknemo? Absolutno, samo upam in si želim, da res prevlada razum in da se tako kot lani, tudi letošnje leto minimalna plača uskladi zgolj z inflacijo. Kolega Gorenšček velikokrat pove, da je današnja minimalna plača dejansko usklajena že z tem, kar pač so izračunali v tej košarici življenjskih potrebščin, da so minimalni življenjski stroški 18%, inflacija 17,5%, naša minimalna plača se je v tem času dvignila na 18,9%, torej je res čas, da se uskladi izključno z inflacijo. Potem absolutno vemo, da je samo še januar, ko, bom rekla, ta parlament deluje, zato upam, da bo sprejet zakon o tem konkurenčnosti električne energije za elektrointenzivna podjetja. Potem bi rekla, da, kot sem že prej omenila, da sem pa vesela, da zakon varstva okolja ni šel naprej, ker ga lahko z omnibusom, okoljskim omnibusom popravijo, ker tukaj bi bila pa škoda narejena, če bi ga sprejeli.
Žalosti pa nas, da pa nismo uspeli v zadnjem momentu, čeprav je bilo obljubljeno, realizirati zakona o vodah, ker nam samo en člen, torej ta 69, famozni člen, ni uspel sprostiti preko 80 podjetjem dovoljen, ne, ker pač so omejitve okoljevarstvenikov take, kot so. Torej, to je do volitev. Ja. Kaj pa pričakujemo od nove koalicije, nove vlade, takoj po volitvah in na jesenski čas? Mogoče bi rekla jaz takole, da si želim, da bi te volitve in ta volilna kampanja dejansko bila namenjena gospodarstvu, da bi se pogovarjali o tistih vsebinah, ki pripeljejo lahko družbo naprej. Ne samo o gospodarstvu, ampak vsekakor na gospodarstvu vse bazira. Potem seveda tudi druge aktualne teme. Torej, da bi bil naš program tisti, o katerem bi razpravljali, ga raztrgali, ga nadgradili, ga izboljšali, ne, in da bi po volitvah, ne, vladna koalicija pripravila na podlagi dobrih ukrepov, ki so noter konkretno zapisana, 88 takih zelo enostavnih pa hitro realiziranih ukrepov smo izpostavili, da bi koalicijska pogodba dejansko vsebovala vsebine, ki bi gospodarstvu pokazale pot. Ali pa, da skupaj z nami potem na podlagi tega naredimo nov gospodarski program, ki bo trajal čez en mandat vlade in da bi vedeli, ker sem prej govorila o kontinuiteti, da bi vedeli, kaj bomo počeli v naslednjih 10 letih. Seveda s tehnim spremljanjem dnevnih sprememb, ki so alarmantne, ampak to je sigurno nekaj, kar si iskreno želim. Počasi bova zaključila, pa vendarle eno vprašanje še ostaja in to je, kakšna bo gospodarska rast v letošnjem letu? Si upamo karkoli napovedati glede na situacijo v lanskem letu? No, tukaj bom kar citirala našega glavnega ekonomista, glavnega analitika Bojana Ivanca, ki pravi, da imamo 3 dobre podlage, a ne? V lanskem letu zelo slabo prvi kvartal, kar nam daje upanje, da bo letošnji kvartal boljši, a ne? Že statistično gledano, potem 3 delovni dnevi več in pa tudi to, da se je lanskoletna proizvodnja v Revozu, bom rekla, skoraj zaustavila, ker so v pričakovanju letošnjega leta, ko bodo pričeli z električnim Twingom in da bo tukaj tisto, kar bo en odboj, ocenjuje ga, da bo nekje gospodarska rast 2,4%. To bom rekla, da je ocena, ki tudi jaz kar pritrjujem. Torej, sliši se bolj optimistično kot letošnje leto, kar je odlično tudi za zaključek najinega pogovora, pa vendarle ne bo tvoja zaključna misel, kakšno sporočilo bi poslala politiki in ne nazadnje pač družbi v začetku letošnjega leta? Ja, jaz bi vsekako rekla, da sprejmite našo ponujeno roko, da je gospodarstvo del rešitve, zato se mora retorika do gospodarstva spremeniti. Mi se zelo zavedamo, kako pomembno je vsak naš zaposlen in znamo tudi pravilno ovrednotiti, oceniti, a ne? In da skupaj z rešitvami, ker gospodarstvo ve, na kakšen način lahko to peljemo boljše naprej, naj nas vključijo v njihove priprave nove koalicijske pogodbe. To bi si želela. S temi mislimi in dobrimi željami zaključujeva najin pogovor. Vesna Nachtigal, generalna direktorica Gospodarske zbornice, hvala lepa za obisk v studiu, ker si uspela najti teh nekaj minut v svojem zelo intenzivnem urniku. In seveda želimo vsem skupaj, da bi bilo leto 2026 pozitivno leto. Menda pravijo astrološke znaki in napovedi, ne, da ne bi bilo to leto nekih novih začetkov in s tem upamo, da tudi priložnost za gospodarsko rast in seveda še izboljšano poslovno okolje. S to željo, da se vse skupaj izboljša, zaključujeva najin pogovor. Hvala za obisk v studiu, hvala pa tudi vsem najinim gledalcem in poslušalcem. Hvala lepa.